lepa hvala profesorju Jutantu. Ostalo nam je še nekaj časa tudi za vprašanje, razpravo, ki bi povabil vse tri predavatelje, da se tukaj postavijo oziroma zasedejo mesta. Imamo priložnost, da jih kaj poprašamo, dopolnimo, popravimo in sicer poglobimo naše današnje dopoldansko oziroma prvi del našega srečanja z dodatnimi informacijami in dodatnimi znanji. Profesorica Stanovnikova, v sredini je vaše mesto. Če so morda še kakšno vprašanje o samem začetku, drugače morda še kdo želi kakšno stvar od predavateljev, zraven dopolniti oziroma to, kar je bilo rečeno, že v teh minutah do sedaj. Bo pa še seveda priložnosti jutri dopoldne oziroma danes v drugem delu našega srečanja, tako da vse ni treba sedaj povedati, še nekaj naj postane za pozneje. Bilo kakšno vprašanje, morda dopolnilo tega. Če smem za začetek, preden sem sprožil val drugih vprašanj, gotovo so kakšne stvari, ki ohranjajo spomin na Kreka v slovenski, bi rekli, narodni zavesti ali pa spominu, ki gospod Pfeiffer Cedenicek naštel, ne bo razumljivo. Jaz imam pred očmi recimo Krekovo hranilnico in posojilnico iz Toronta v Kanadi, ki je tudi ena takšnih uspešnih ustanov, ki je preživela tranzicijo in za razliko od Krekove banke, ki ni preživela te tranzicije in podobno. Te poznamo je še kar nekaj verjetno. No, zagotovo, jaz nisem vsega niti uspel, zato ker je bil omejen s časom. In še zbiram, kaj se pravzaprav dogaja tudi v zamejstvu. Ker so odzivi bili slabi, sem zdaj vključil celo škofa Štumpfa, ki je zadolžen za izseljence v tujini, tako da pridobim še vse te podatke, kako je pa Krek prisoten, recimo v Avstraliji, v Argentini, sigurno v Ameriki, in to še bo in bo takrat objavljeno v tej naši skupni knjižici. Da je tudi to srečanje priložnost, da to naredimo. Prosim, besed. Jaz bi rekel k temu, kar sem že povedal, recimo, da je dejansko ta Krekova dediščina tako po prvi svetovni vojni pri nas imela vedno ta pečat Krekove ustvarjalnosti in je bila nekako tudi delovanje Krekovega sindikata včasih prehod izziv, recimo to, da je leta 1935 potem nastala v okviru Slovenske ljudske stranke, nastal samostojen sindikat Zveza združenih delavcev. To tudi kaže, da je Krekov duh nekako zelo močno deloval. Na drugi strani pa seveda, da je potem vsa zadeva pri nas po drugo svetovno vojno padla in se je na nek način ravno razvijala v zdomstvu in pa izseljenstvu. In seveda lahko rečemo predvsem v Argentini, pa seveda tudi v Kanadi, v Združenih državah, pa tudi na Koroškem in v zamejstvu v Italiji, se je ta dediščina in ta Krekov duh vendarle nadaljeval in na nek način danes seveda moramo tudi narediti v tem smislu neko narodno bilanco, če hočemo, da se te aktualne zadeve zopet v krščanskem smislu in mislim, da je prva naloga pravzaprav predvsem nas. Vemo, da so Kreka sicer pri nas študirali mnogi, recimo pri socialnem delu, recimo, kako ste tudi videli iz filma, da so ga tudi nekateri kopirali, da so Kreka gosarja, recimo tudi v smislu bivšega sistema, ampak mislim, da je predvsem naloga nas, kristjanov, da poskušamo to umestiti v cerkveno gibanje in tudi seveda v delovanje danes, ki je pa seveda izjemno zahtevno tako za cerkev oziroma za kristjane ali katoličane pri nas posebej, pa seveda tudi za celotno družbo. Ena od naših želja je bila tudi, da bi sodelovanju povabili profesor dr. Lukana, ki je seveda zelo dober poznavalec in napisal do sedaj najbolj obsežno in temeljito delo o Kreku,
vendar v te dni ima neke druge obveznosti, celo neko oddajo televizijsko snema in podobno, tako da je se potem odpovedal temu sodelovanju. Mnogo razprav je že bilo o Kreku napisanih, ne, tudi strokovnih, spomnim na Jugoslavijsko strokovno zvezo, ki je naš profesor obdelal Miroslav Stiplovšek. Stiplovšek, dajte nam nekaj povedati, moram pa. Jaz bi samo to povedal, da je torej se dr. Krek izkazal kot izjemni organizator neposredno tega sindikalnega gibanja, začel je med tobačnimi delavkami oziroma med tobačnim delavstvom, se je potem uveljavil to krščansko socialno sindikalno gibanje, torej med kovinami tudi in nekaterimi drugimi strokami. Seveda Višek pa je bil ustanovitelj Jugoslovanske strokovne zveze 1909. leta in s tem je krščansko socialno sindikalno gibanje, pa strokovno gibanje, kot se ga takrat imenoval, prav gotovo postal drugi dejavnik v delavskem gibanju. Socialna demokracija je imela daljšo tradicijo, ampak uveljavljalo se je tudi to. In Krek je med drugim tudi se zelo zavzemal za, bi rekel, neko tako politično neutralnost, da bi prišlo do večjega sodelovanja med sindikati, tudi s socialno demokracijo, ampak tu pa ni uspel, ker socialna demokracija takrat ni bila pripravljena na neko tako sodelovanje in seveda potem ni bilo takih rezultatov, kot si je želel. Predvsem pa bi rad poudaril, da je že pred Prvo svetovno vojno se to, torej Jugoslovanska strokovna zveza, absolutno uveljavila kot drugi najmočnejši delovnik v delavskem gibanju. Natančnejši podatki so pa v moje doktorski dizertaciji, ki je nastala v začetku 60-ih let, to se pravi pred davnimi obdobji, se že narahlo pozabil vse te stvari, ampak poudarjam pa, da torej je to gibanje imelo izjemno, torej, da se je uspelo uveljaviti med nekaterimi industrijskimi partnerji. Hvala lepa. Je morda potem kakšno vprašanje? Prosim, profesor Kirjevac. Bi se tudi malo navezal na to, kar je bilo rečeno. Zdaj, vemo, da je Krek segel tudi preko, rečemo, slovenskega jezikovnega prostora v Istro, v Dalmacijo. Sprašujem se, kako je bilo s Trst, oziroma z Primorsko, ampak predvsem s Trstom, ki je bila socialdemokracija nadvsem močna. Mi imamo že od leta 1991 rdeči kvapor, ki je začel izhajati na Trstu. In ne vem pa, koliko je ta Krekova akcija imela odmeva tudi na Primorsku. Tiha želja je bila, da nam o tem, kaj spregovori dr. Pelikan, morda pa bomo videli, ko bomo prišel na vrsto, ne? Jaz nisem pripravil Primorske, sem pripravil pogled, pravzaprav sociološki, in te strategije, ki je torej pri prevzemanju drugih idej in vključevanja v gibanje katoliške organizacije. Kar se pa Primorske tiče, je pa tako, da katoliška ideja in ta poskus teh aplikacij je bil na Goriškem zagotovo. Krek je bil osebno na več shodih, recimo v Mirno, Šemparsko, pri teh krajih na Goriškem, ki je bila tradicionalna, bolj kmečka, bolj ruralna in katoliška. Tako da tam se je ta mreža zelo oblikovala, imamo več primerov, recimo en Anton Vuk, ki ga mogoče poznate, Konče Stanko Vuk, je tipična taka figura Krekove ideje o organiziranju zadruge. Potem so organizirali to čelgatsko zadrugo v Mirno, ampak potem se je videl, kako je nastajal tudi nov sloj političnih voditeljev. Anton Vuk je bil odbornik politični, organist, zborovodja, pevovodja, vodja protialkoholne sekcije, čeprav je takrat bil in tako naprej. Skratka, ti laiki so potem skozi to zasedali te funkcije. V Trstu je bila pa seveda, Trst je bil, Krek govori o Trstu, piše se verjetno slediti, piše kot o ključnem mestu za Slovence, v mestu, ki je okno na svetu Slovence. Kreka Trst zanima, Krek se s Trstom ukvarja, ampak tam je seveda ena zgodba, ki je precej drugačna, kajti tam je seveda
230 tisoč ljudi, 1910, in tam so razvije, dosti bolj govorimo o pojmih Hamburg, Trsten, Berlin, kratka v teh mestih evropskih, in tam je bila moč katoliška zgodba manjša. Gotovo pa nisem prišel za tem, da je kakve Brojanu ali pa Madridke, imamo zagotovo konzumne zadruge, hranilnice in evropske društva. Hvala lepa. Preden se razidemo, bom rašel vsako predavatelju kakšno besedo dodal, nekaj izžupan in seveda ne bo zavezana k monku pozicija razpravnikova. Jaz bi k temu dodal samo, da Krek piše v svojih pismih, mislim, da Rejcu, da bo prišel v Trst in da bo tudi tam organiziral. Potem govori tudi seveda o pismih Abramu in drugim, recimo, da bo šel na Goriško. Med drugim je tudi zanimiv njegov stavek iz enega teh pisem, ker pravi, največji problem je Gregorčič, to se pravi dr. Anton Gregorčič v Republici. Toliko samo o tem. Zdaj še jaz nekaj dodati, oziroma vprašati, če mi dovolite. V Trstu je bil v začetku stoletja že aktiven mladi kuhar. In se sprašuje, če je Krek eventualno imel že kakšne kontakte. Tega boga za naprej, zdaj so sklavni, če se to mikro. Jaz sem v mojem referatu pravzaprav to, tako da je treba še veliko povedati o literaturi, sem pa opazila, da vsi, ki se lotevajo njegove literature, govorijo samo nasplošno, nihče se pa še ni lotil analize njegove besedil, mislim, da sem to dolžen napraviti. Je Krek že del literarne zgodovine? Samo kot reformator, ne pa kot literat. Pfeiffer, kakšno besedo? Ob tej priliki bi se zahvalil vsem, ki se kakorkoli udejstvujete za ohranjanje tega spomina na Kreka, ker tukaj vidim, da je zdaj veliko takih mož in žena, ki za to skrbite. In na našem lokalnem nivoju smo bili pred enim letom kar malo na reveži. Se niti nismo upali poseči nekako v slovensko merilo, ampak smo se bolj koncentrirali na Sevca in Sevško dolino, vendar kasneje se je izkazalo, da bi bilo veliko boljše, da smo štartali že na veliko republiškem nivoju, ker človek kot Krek zasluži to mesto sigurno na republiškem nivoju, ampak vse to še ostane nam naloga za naprej. Ja, pred 10 leti smo štartali, tako je bo še Tjažbo, shod je bila tudi del vlade. Tako lepa hvala, profesor Granda, še zadnjo besedo. Samo pisem. Prva stvar, kot vemo, je bil s Krekom povezan, pa se je bil njegov čudovalc tale Tuma. Zdaj se ne vem, ali je bil držaška na logičnem obdobju, pa Tuma nedvomno, Krek je nedvomno na Tumo vplival. To je prva točka. Druga točka, ki je glede njegovega odnosa nemških okupacijskih sil. Mene je zelo pretresla slika gostinčarja na Mrtvaškem odru v Šentvidu, kjer je nad njegovo glavo, mislim, da je približno taka slika, kot je tale, pa še celo večja. To se pravi, če računate, da je bil Šentvid takrat taborišče za preganjene Slovence, za njihov izgon potem v Srbijo pod nacizmom, je pravzaprav predstavljivo, da je preko Svetega nemškega centra leži gostinčar na odru, nad njim pa ogromna Krekova slika. To je objavljena v Šentviškem zborniku. Tretja stvar pa glede spomenika na Svetem Gregorju, tisti je pa napol žalostna zgodba, namreč ta spomenik seveda so dali pobudo domačini, financiral pa je to plošča, ta znani emigrant, ki se ga pa nas zelo preganjali. Levstik. Prosim? Levstik. Levstik. To mi je sam Levstik povedal, da je on dal od nas za to plošče in karkoli si kdo niso Levstiku, je prav, da tudi to ve, da je on dal od nas za to plošče. Lepa hvala vsem trem predavateljem, hvala tudi vsem vam za udeležbo, seveda in za pozornost. Nadaljujemo ob